Vztrajal sem zato, ker mi je bil to nek izziv. Jaz rečem, da je bilo to tudi meni neko najlepše darilo, ko sem ga nekomu poklonil. Tim Popovič Košir. Babi moja je bila Manca Košir in v bistvu imela ona rojstni dan. Preko e-maila rečem, da ji bom enkrat na teden eno leto pisal pesmi. Pol je bila pa njena želja na koncu, da bi jaz to v bistvu izdal. Daj mi malo povej, kako se predstaviš folku. Če bi mogel čisto iz nule, nek vsestranski umetnik, oblikovalec, kreativc, mogoče tudi malo pozabljamo, da služba ni life. To jaz uživam v tej neki umetnosti, ki mogoče ni čisto umetnost, ampak je nekaj iskanje kreative, poguma pa otroštvosti. Ni zmeri lahko. In tudi največji izzivi so sam sebi, kad je neki strah. Vidiš same perfektne stvari, od jedilnikov do postav, do vsega. Kar pa ni resnica. In se mi zdi, da to je mogoče s temi povedala tudi ona. Če bi bila Manca še živa, kaj bi rekel? Ona je zmeri rekla, Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Daj mi malo povej, da te jaz malo spoznam na začetku. Malo, kako se predstaviš folku, kaj jim poveš? Pa odvisno, kaj vprašajo. Takole, če bi mogel čisto iz nule, bi rekel nek vsestranski umetnik, oblikovalec, kreativc, marketing, športnik. Takole, hudo, tazga, športnik, kaj treniraš? Si treniral? Treniram tako veliko športov, imamo, ni tako nič zdaj, da bi rekel prav profesionalno, ampak vse od plezanja, zdaj sem boks začel še, včasih sem fuzbal skozi, gorsko kolesarstvo, hudo, skozi se nekaj miga. Aktiven. Tako je. Kaj pa umetnost? Umetnost pa v bistvu tudi me spremlja že od mladih nog. Začel sem v bistvu, vse skupaj se je začel šolo, ker je bila tudi taka malo bolj umetniška in mi je ful pasal to risati, nekaj skicirati. Nikoli si nisem v bistvu želel iti na nek tečaj, ampak vedno je bilo to nekaj zame, tako da nekaj lahko čisto po svoje naredim. To je vse od risanja na platno, po majicah, po čeladah, po steni, tako, kjer mi zasede. Kdaj si pa začel to jemati tako resno, da si rekel, s tem pa jaz lahko tudi malo zaslužim? Kar se tiče umetnosti? Ja. Zdaj v bistvu nisem še nekaj ful zaslužil, če bi... Malo umetnikov je, ja. Ja. Mogoče je bila tale knjiga, ko sem jo letos izdal, prvi nek tak projekt, kjer je bil tudi denar, del tega. Ja, hudo. Sicer gre vse za dobrodelnost, ampak je pa nekaj tako, kjer sem prvič nekaj svojega dal ven, pokazal, prodajal, tako da to je bil v bistvu nek tak prvi projekt umetniški, ki ima tudi finance zraven. Čakaj, to je ta resnodnevni email. Tako je. Daj me pel, hitro sva, da sem prišel, daj me pel, kako se je začela ideja za ta projekt, no? Ja, evo, v bistvu babi moja je bila Manca Košir, zdaj pokojna, in v bistvu imela ona rojstni dan. In jaz sem bil takrat v Lizboni, in sem rekel, kaj da je zdaj dan za rojstni dan. Vedel sem, da ima ona rada, da bi jaz tja do nje prišel, jo objel in rekel vse najboljše, ampak ni bilo te možnosti. In potem sem ji rekel, nič, in preko e-maila rečem, da ji bom enkrat na teden eno leto pisal pesmi, poezijo, kar mi takrat zapaše. In v bistvu se mi je zdela tako neka taka lušna rešitev, ki ne bo preveč zakomplicirana, mene bo preveč časa vzel, nje bo všeč. In v bistvu se je pol iz tega nekako naredil, da so si eno leto tako dopisvala. Wow. In jaz sem nje enkrat na teden, ponavadi v nedeljo, napisal neko poezijo, pesem, nekaj, kar sem takrat čutil. In v bistvu nikoli nisem planiral, da bi to bilo vidno komorkoli drugmo razen nje. Ona je sicer že v prvem mailu napisala, wow, to bo super knjigca, jaz sem si mislil, da niti slučajno, ampak pol je bila pa njena želja na koncu, da bi jaz to v bistvu izdal. In so se že skupaj zmenila, pustiva napake, pustiva nelekturiran, tako kot je bilo med nama, moje poezije, njeni odgovori, tako da je zelo taka življenjska knjigca. Tako. Nekaj, ki dejansko ostane v večnosti. To bomo videli, ja, ampak ja. Če ne drugega zate, a ne? Tako je, ja. Ful lepo. Ej, zakaj si vztrajal?
ker tako reči, da boš vsak teden napisal eno pismo, mogoče se sliši easy, ampak konsistenca je to, kar nas večinoma na koncu dneva potovče, da nismo deliverali tega, kar smo obljubili. Ja. Zakaj si ti vztrajal? Kaj ti je pomagalo? Vztrajal sem zato, ker mi je bil to neki izziv. Jaz rečem, da je bilo tudi meni neko najlepše darilo, ko sem ga nekomu poklonil. Ne. Jaz sem videl, koliko v bistvu gre hiter life, ne. In koliko si v bistvu, da si vzamem v nedeljo, kdaj je bilo 10 minut, kdaj je bilo 2 uri, da si vzamem ta čas, ne, koliko me to v bistvu nekako dal moment in reče, ok, nedelja je, ta je bil teden, kaj se je zgodil, kaj so bile poezije, kdaj tudi na to vezane, ne. In mi je v bistvu nekako začel pasati to. Tako, v bistvu mi je bil nek tak ritual, ker sem se ustavil za nekaj časa in videl, kaj se je zgodil, ne. In mi je v bistvu to dal, da ni sam bežanje, pa sam šprint, pa uno, pa tretje, pa to moram narediti, pa to. In mi je v bistvu, ja, bil nek tak, kar nek izziv, ritual, ki mi je zelo veliko prinesel, no, tudi meni. Kako si se pa počutil, ko si čez ta proces šel? Pa vse, tako jaz rečem, te pesmice so bile napisane od tega, da sem bil totalno zmačkan, do tega, da sem bil na enem hribu, tako, v bistvu je bila vsaka neka posebna, ne. So imele pa vse nek skupni občutek, ne, zagotovo. Nekaj je bilo sigurno tudi, kaj je ona meni nazaj odpisala, nekaj mi je bilo vedno tudi zanimiv brati, pa neko zadoščenje, nekaj sem dosegel, kar sem si zadal, ne, vsak teden pomal. In to mi je bilo tudi kot neka nagrada samo sebi, no, na nek način. Kako pa je odgovarjala ona, na kakšen način? Tako, a je dala, povej mi ti. Ja, zelo sproščeno. Tudi tako, kdaj, tako všeč mi je zato, ker se vidi življenje čez to knjigo. To. Vidi se, da se nam kdaj mudi, vidi se, da smo kdaj bolni, vidi se, da smo kdaj imamo pa zelo veliko časa, ne. In tudi prek njenih odgovorov se je to videlo, ne. Kdaj je bilo zelo hiter, wow, kako dobro, to je to, naprimer, ne. Kdaj pa celi spisi, ne vem, pa to, pa tisto, pa kaj si ona misli, pa še ona kakšno pesem poslala, ne. Tako da, taki zelo, so bili pa zelo iskreni, no, bi rekel, zelo tako, na ena, no. Tako, ni bilo napisano v tem stilu, da bi bilo to za javnost. Kar zdaj je. Ja. Ja, ne, zanimiv. Sej mislim, da se kle noter skriva tako, jaz nisem še prebral, sem naročil, nisem še prebral. Zanima me, kakšno modrost bom videl s to perspektivo, a veš, da je to zdaj oseba, ki je ni več, mislim, pokojna, a ne? In kako bi bilo meni, če bi recimo to naredil s svojim fotrom, ki ga tudi ni več, a ne? Tako, kje je ta modrost tukaj noter skrita in koliko ljudi si bo dejansko upal nekaj takega začeti delati s svojimi starimi starši, a pa starši, sami iz te percepcije memento mori, a ne? Tako nič ni večno, veš? Ja. Tako, kaj si se ti mogoče naučil, ko zdaj gledaš na ta proces? Ja, v bistvu jaz bi rekel, da sem se naučil največ po knjigi. Tako, ker so bile same reakcije od ljudi, tako bi rekel, da v bistvu, kar me je ta knjiga res naučila, je, koliko so odnosi pomembni, a ne. In koliko sem tudi jaz, tudi še daleč od tega, da bi lahko rekel, da imamo vse odnose pošlihtane, a ne. In se mi zdi, da je bilo mogoče ta odnos z njo neka v bistvu, vse je bilo malo površinsko v smislu preko maila, veš, ni bilo iz oči v oči, a ne. Ampak je bil pa nek začeten korak. In bi rekel, da mi je ta knjiga dala, da sem v bistvu videl, kjer odnosi so mi res najbolj važni, a ne, in koliko imam res še delati na tem, a ne, tako. Da v bistvu mi, absolutno je lepo slišati od 100 ljudi, koliko dobra knjiga, ne, ampak ni pa to isto, kot če imaš nek odnos z nekom, ki je res blizu, ne. In to se mi zdi, da mi je tako pokazalo, da je res vredno, ne. In je bil to nek tak prvi korak v to smer, tako bi rekel, no. A si še kakšen drug odnos spremenil zaradi? Se je, veliko, tako bi rekel, da je bila neka taka prelomna točka, no. Tudi odnos do samega sebe mogoče, in tudi mogoče odnos do neke javnosti, tako bi rekel prvič, sploh tudi zaradi njene, ona je bila res velika osebnost v Sloveniji, ne. In ko sem jaz to izdal, kar naenkrat vsi pišejo, žurnal, Delo, gore, dole, ne. Tako, v bistvu odnos do tega, ne, da se po eni strani še nisem pripravljen tudi tega iti, da moram najprej še pri sebi stvari pošlihtati, ne. Je pa mogoče lažje to dati navzven, ne,
kukar te stvari v tem krogu zrihtati. Ne. To se mi zdi, da sem opazil. Tako da zato sem hvaležen, no, res. Ja. Kaj tebe ona naučila? Pa ona me je veliko naučila. No. Tako, jaz bi rekel, najbolj me je naučila te neke sproščenosti. Tako, če so bili policaji ali pa če je bilo kdorkoli, ne, kogar smo srečali, je bilo v redu. Ne. Ni bila zdaj to panika. Ali pa dobil sem cvek v šoli, ni zdaj ok, jeza, krek, kaj ti ni jasen. Gremo to proslavljati. Padel si, cvek, super, tudi to je del life, gremo na zdrav za to. Ne. Tako. In ja, isto s policaji, naprimer, ne, nikoli nam pozabil, je ostal, pa ono, pa koliko pa vi dobro danes gledate, ne. Pa mu reče, jasno, kaj se dogaja, ne. Tako, imela je ta nek odnos z ljudmi, ne, zelo drugačen, no. In v bistvu zelo tak dobrovoljen in se vidi, da je bilo pa tudi njeno življenje zaradi tega bolj veselo, ne. A si se kdaj o tem z njo pogovarjal, kako je do te filozofije življenja prišla oziroma tega načina? Ne, čisto iskreno ne, kar mi je mogoče tudi žal, se mi zdi pa, da je vsem nam skozi knjige to dala, ne. Tako da zdaj sem šele v bistvu začel tudi malo njena dela brati, ki jih prej nisem. Sva imela sigurno pa sploh proti koncu, no, ko smo vedeli tudi za bolezen, pa vse ne, tako kakšne take bolj resne pogovore, ne, in tudi vidiš, da ona ni bila perfektna, da je tudi ona imela stvari za pošlihtati, ne, in da ja, da moramo na tem res delati, ne, tako. A ti je kaj tazga zaupala, tako, o tebi? Torej, kaj je ona videla v tebi, tako ti je dala kakšno tako? Ja, mislim, ona me tako, vedno me je podpirala, ne, tako ona je rekla, ne bi pa mogel reči, da je na koncu prav rekla, Tin, tole ti imaš še zapovedati, ne. Tako ena taka stvar, ki mi je bila izstopala, no, mogoče, evo, sem bil pri njej še doma, preden je šla v bolnico, pa sem rekel, jaz sem 26 let star, kaj mi bi rekla, ne, tako. In je rekla, life je zajeban. Mislim, tako, ok. Mogoče ni odgovor, ki si ga bi želel slišati, ne, je pa odgovor, ki je resničen, ne. In se mi zdi tako, da mi je v bistvu zelo veliko povedala čez to, ne. Zakaj ga vidiš kot resničenega? Kdaj gre se malo o tem? Ker se mi zdi, da ni zmeri lahko, ne. Tako, in tudi največji izzivi so sam sebi, kad te neki strah ali pa, kad imaš neko bolečino, kakorkoli, ne. In je zelo lahko to prezirati, se mi zdi, ne. In se mi zdi, da je pa lahko tudi reči, vse je super, sploh v tem današnjem svetu, ne, se mi zdi, vidiš same perfektne stvari, ne, od jedilnikov do postav, do vsega, ne, vse je tipi-top, ne. Kar pa ni resnica, ne, in se mi zdi, da to je mogoče s temi povedala, ne, tudi ona, da. Wow. Ja. Maskiramo, ampak zakaj to delamo? Zakaj ti misliš, da to delamo? Pa, kaj je najlažji. Jaz bi to rekel iz svojih izkušenj. Jaz sem tudi zajebil velikrat in sigurno še bom. Ja, ker je najlažje od nečesa pobegati, ne. In iti stran in se delati, da ga ni, ne. Ampak od samega sebe ne moreš. Ja. Od tišine ne moreš pobegati, ne. Mislim, to je res. od tišine lahko bežiš, ne boš pa pobegnil. Ja, meni se zdi, da lahko bežiš, naprimer, na en telefone. Jaz tudi že pri sebi opazim, ne. Koliko lahko hitro pobegneš, ne. Sam scrollnaš, pa si že čisto v nekem drugem svetu, ne. In je vedno težje, se mi zdi, tudi najdeti v bistvu to, ne. Tako, nek svoj mir oziroma nek svojo zavest, ne. Ker imamo toliko enih informacij. Tako. Ja, zanimiv je gledati, mislim, zanimiv se je naučiti videti ljudi takšne, kot so, pa ne svoje zgodbe tudi na njih projecirati, ne. Te neke zgodbe perfektnosti, a veš, kaj smo se naučili, ne. Kaj zdaj tebe kle gledam in pač prva stvar, kaj je tako, ful dobro, knjigo mu je ratal napisati, za babico, posvetilo joj, raznežen sem, a ne. In teh napak od spodaj, ki so napak, imperfekcij sploh ne opazim, a ne. In zančlih smo bili na obisku pri Omi od moje žene, ki je stara nekaj čez 80 oziroma nekih 82, in ko so se za njo nazaj vozila, sem bil tako, kako ona vidi life, stari? Koliko drugače od mene, ona vidi life z vsemi temi izkušnjami in pri svojih letih. Kaj vidi drugače? Kaj misliš ti, da starejši kot si vidiš drugače? Kaj tvoje babi videla drugače?
Ja, jaz bi rekel, kaj je ona videla drugače, mogoče tudi odnose, no. Mogoče, če smo spet pri tej točki, ne. Se mi zdi, da tako, naprimer, ne, ona je tudi rada izpostavljala dobro, ne, če smo že pri tem, ne, pa kako je fajn, pa tako bila prijazna do vseh, kar je zelo lepo, ne, ampak se mi zdi pa tudi, da se je borila, tudi ona imela svoje borbe, ne, pa svoje izkušnje, ne, in meni je v bistvu zelo veliko pomenilo, če je ona tudi to plat dala ven, ne, da je pokazala tudi, ok, tudi jaz moram iti čez nekaj težkega, pa čez bolečino, pa to, ne. In je mogoče, kar je drugače videla, je še koliko je bolj te stvari cenila, ne, koliko je še bolj cenila, da se skupaj kuha, ali pa da se skupaj res gledava v oči, pa pogovarjava, ne, pa smejimo, pa igraš enko, ne. Tako, kako je nam to neki, ok, sej bom, zato, ker se mi zdi prav, ne, ampak v bistvu njej je bilo pa, to je smisel lajfa, ne, tako, te neki isti skupni trenutki, ne, jih mogoče čisto iz enega drugega zornega kota gleda ona, kakor jaz, ne. Pa, vse to, ja. In ker si v teh 20-ih, pa saj tako jaz sebe, ker se spomnim, ne, tako, ker si hodil do detkov pa babico, no, zato, ker moram. Ja. A ne, pač ja, gremo, za vikend gremo na rakitno, ja, zato, ker moram, pač grem, bom spal tam cel dan, se vse, ne. Zdaj, ker nazaj gledam, sem pa tako, joj, da bi šel lahko sam še enkrat, Zdaj s to mentaliteto, da bi šel lahko, pač cel dan bi se pogovarjal z detkom, cel dan bi se pogovarjal z babico, ker enkrat tega ni več, si pa pol tako pizda. Ja. Res smo opice, ne, tako v teh nezrelih letih, ker ne vidimo ene te lepote v tem trenutku, ne. Vse posod se nam mudi. Zato mi je ful všeč to, kar si prej rekel, ne, da si se ti skozi to naučil, da se malo ustaviš. In to si zelo zgodil, gotovo. Ne. Ja, mislim, meni se ti prav tudi tako, ne, da smo te neke zmešane opice nekaj časa, ne, sigurno, ne, ker se mi zdi, da pol preko tega tudi lahko mogoče še bolj ceniš, ne, te stvari, ne. Ja, se pa treba na eni točki tako malo bolj zavedati, ne, ampak se mi zdi, da to pa pride s starostjo, ne, ampak tako, sej veliko pesmi govori o tem, ne vem, da ceniš sonce šele, ko je oblačno, ne, je tako, ne. Tako, se mi zdi, da če se pa ustaviš, pa malo ceniš to sonce, ne, pa mogoče ga boš malo drugače začel gledati, ne. Kaj lahko vsak naredi, da bi začel malo bolj ceniti trenutke, ki jih imamo? Ti, kaj bi ti rekel, se ni to zdaj? Ja, jaz bi rekel, da res vidimo, kaj imamo, ne, tako, kaj prijatelji, narava, šport, ne, tako, kaj nam je res dano, ne, tako, koliko smo lahko veseli, ne, sej jaz zdaj potrkam, da smo zdravi, pa tako, ne, to se mi zdi tak prva stvar, ampak preveč je, kaj nimaš, ne, pa te čevlji, pa pa tretje, ne, sej jaz se tudi sam zelo borim s tem, ne, tako je zelo tak fight 1 na 1, ne, ampak ko se mi zdi pa, da se malo premalkrat zavedamo, kaj res imamo, ne, pa koliko je ta tudi meni, jaz vedno rečem Slovenija, tako, jaz sem bil vedno, ok, zdaj bom šel pa v tujino, pa v tujini živel, pa tretje, ne. Zdaj sem najbolj vesel, da sem tle, ne, tako, da imaš golovc, pa imaš urejene stvari, pa 1 uro pa smučaš, pa 1 uro pa se kopaš, ne, tako. Smo kar srečneži, no, tako bi rekel. Mislim, noro je, prideti v Slovenijo nazaj je že tako, če kaj potuješ, ampak jaz vsakič, ko sem prišel, prvič, ko sem s Filipinov prišel, ko sem se jaz vozil proti Ljubljani iz Zagreba, jaz sem sam ven gledal, sem rekel, koliko je to prostora, stari. Kako je to zelenje, kako je to vse lepo. Ana me gledala itak, to sem mislila, kva si ti, stari, si kaj vzel ti, da avion, da vem. Jaz pa čez okno ven pa, Ana, to je noro, kako je to lepo vse, ja. Je res, ja, se strinjam. Mislim, jaz sem bil zelo veliko naokrog, tako, ne, pa tudi sem še zelo želel tega, tudi študij sem delal na Nizozemskem. A res? Ja. Hudo. Pa službo imam še zmeri na severu, na Norveškem, ampak ja, in sem zmeri si želel, ok, bom šel tja živeti. Nisem zdržal več kot 3 mesece. Sem rekel, to ni zame. Zakaj ne? Kaj mraz? Mraz, ampak mraz in ljudi in tako. Naprimer, meni je Skandinavija zelo lepa, tako, za počitnice, za umetnost. Ampak mi je pa taka perfektna, jaz rekel, tako. Vse dela, veš, pa vse je ok. Tako, pa veš, kaj bo jutr, pa veš, kaj bo pojutrišnjo, ne, pa vse štima, ne. Meni ta naš, malo te balkanske duše, ne, meni to zmaga. Pa da se kaj pohvar, pa da moraš prešrafati, pa malo si roke umazati, pa da ne veš čist, kaj bo jutr, ne, pa. Ja, dosti je podoben life, ne. Ja, točno tako. Dosti je podoben life.
Ja. Jaz drugače mislim, da ljudje, ki si znamo zafilati urnik, da ni tega dolgčasa, po domač pojem, tega dolgčasa, da si na kavču, pa gledaš telefon, pa škrolaš, Ja. da znaš bolj videti stvari, ki jih ceniš. Zato, ker dejansko si skozi nekako bolj v movingu, ker kar človeka ubije, po moje, je to, da nima namena, da nima nič za delati, ker si eni rečejo, ja, nič nimam za delati, imaš, sam ta težkih stvari nočeš narediti. Ja. Veš, in ta udobje, ki nam ga daje, pač, kako se razvijamo, evolucija, vse sam, da je čim prej, da je čim bližje rok, da ne rabiš nič narediti, nas istočasno pač ubija. Ja. In zato je toliko, se mi zdi, povečanih depresij, mentalnih bolezni, vsega tega, ker pač dejansko ljudje ne delajo. Mi smo pa narejeni za to, da delamo, sploh moški. Se zelo strinjam. Zdaj, naprimer, tako kot sem rekel, po knjigi, tako malo obdobje presekano, in pa sem rekel, da so šla s punco za novo leto v eno hiško v Istro, kamnito, noč, in ena peč in vzuni noter, še vzuni nek žar. Jaz, ko sem ogen, mene je bilo to tako nerealno. 2 uri se igraš, pa žarjavca, polno, pa tretje, pa drva, pa še ribo smo gor spekali, tako, in pol ti je to tako neko zadoščenje, tako pa nek tak užitek, tako, kot si rekel, tako, da delaš stvari, mene to bo tako ogen, narava, nož, sekira, tako, to je... Pismo ogen je... In ta von pol, ki ga imaš na cunah, ki priješ domov, pa dober, men žena, ko smrdiš pogled, ne, dišim, 5 potuš ne grem. Meni res diši ta, ne vem, tako, ki ne razumejo, ki si ti tam, pa gledaš v nogen, pa si tako hudo, zdaj bom dal to drvo malo bolj sem. Ne vem, take stvari se vedno javta. Mene je isto, to hočeš, nočeš, tako neko, naprimer, zdaj so bila s punco, poskrbel sem tako na roko, da je toplo bilo, pa poskrbel sem, da so dobro ribo spekla, na ognju, In tako neke take stvari, ki se mogoče sliši malo banalno, ali pa ne vem, mogoče bo kdo rekel, ni prav, ampak meni je bilo to, jaz sem se tako fajn počutil, ker sem res tako, in tako, kot si rekel, držal v hlod, pa tako, te stvari, to nam se mi zdi zelo manjka. Kaj bi, če bi lahko nekaj spremenil tako v svetu, ki ga ti doživljaš, tako pri ljudeh? Ali pa kaj bi jim privoščil, da spremenijo pri sebi, da bi mogoče bili kot kolektiv bolj srečni, zadovoljni sami sabo? Kaj misliš, da je tisto, kar največ ljudi drži nazaj? Jaz bi rekel, da bi mogoče službe ali pa podjetja, tako se mi zdi, to je nekaj, kar imamo res vsi, da te za en teden pošljo v naravo, tako, da nek tak mal survival camp ali pa nekaj tasga, in da si tako res v eni grupi ljudi, ni zdaj to 100 ljudi, ampak neka... In da moraš zakurt, pa si zgraditi, zaspati, pa tako preživeti na neki točki. To se mi zdi, da bi nam zelo dal. Tudi nek mogoče, tako, tudi da bi bilo mogoče ločeno, moški punce, ker se mi zdi tudi moškim je tako danes vse tudi na voljo, veš, tudi kar se pornografije tiče vsega, mi imamo vse takoj isto, tako kot pri čevljih. In se je tako težko ta spet nazaj v sebe prijeti, pa zadržati, in se mi zdi, da mogoče prav to, da bi bil pa en teden, zdaj pa odklop od vsega, zdaj pa moraš podreti drevo najprej, pol ga poseki, pol ga zakur, pol ki bo spal, pol ujem 3 ribe, tako, mogoče kaj tasga, Ja, to tudi pri mesu, to, koliko ga preveč konzumiramo, zdaj sem že par gostov, ko sem se o tem z njimi pogovarjal. In je na Roganu sem slišal, na Joe Roganu, je bila neka debata, da kako bi pač odnos do mesa zboljšali ljudje, ker problem je v našem odnosu do mesa, ker mi dobimo končni izdelek, mi ne vidimo, kako se kravo zakolja. Ampak da bi mogel pač človek, če bi hotel jesti meso, da bi bili pač prav neki rezervati, karkoli, da bi mogel iti si sam ujeti, cel proces iti čez in po tej točki bi ti lahko šele jedel meso. Da bi se naučili ceniti. Podpišem, A veš, pa vedeti, da je žival zato mogla umreti. In ta reja, ki je, in ta masovna potrošnja mesa, ki je vse zgrajen samo na tem, da se čim več proda, to je narobe. Ne to, da mi jemo meso, ampak način, kakšen je naš odnos.
Pa ne samo do mesa, tudi do ostalih stvari. Sej tudi avokado farme, pa ne vem kaj vse. To je tudi, veš, neka žival trpi zaradi tega, neka čebela. In tega pač sploh ne vemo. Ker kje smo mi smo kle, zaščiteni od vsega tega, kar je težko zavideti. Zaradi česar nam ne bi mogli toliko prodati. In to je pač ta past kapitalizma, da te odstranijo stran od vsega hudega, reče ne, ti sam dej denar. Je pa to, meni se pa zdi, da nam lih čar stran dajo, ne. Meni se pa zdi lih to, da ti bi znal zdaj, naprimer, eno kravo, ne, da imaš ta jajca, kako bi rekel, ne, da jo moraš res, kako si rekel, ubiti, ne. Pa meni je to tako, koliko eno spoštovanje, a veš, ti imaš res lahko poluno kravo za celo familijo, za cel let praktično, ne. Če si ti dober, boš ti vsak kos mesa znal pridelati, ne, ali je to za golaž, ali karkoli, ne. Ko si rekel, ne, pa res kupaš najlepši del stejka in to je to, ne. Meni je tudi ribolov tako en tak res prijeten hobi, šport, ne. Spet, ko imaš ta 1-na-1 z ribo, ne, v bistvu. In se moraš narediti ta korak, da jo ubijaš, ne. Absolutno ni najbolj prijetno, ampak je pa tudi neko, se mi zdi, vsakič, ko ribo ubijam, ji daš neko spoštovanje, ne, ji rečeš, hvala ti, poješ res vsak kos, da, ko veš, da si vzel neko življenje, ne, in se mi zdi, ta mentaliteta nam kar fali, no, mogoče tako. In nič, vse za vrt je isto, ne, če imaš ti paradajz iz vrta, nauč zdaj 2 stran vrgu, ne, če veš, da si en let sadil to seme, pa ga zalivu, pa to, ne. Tako, malo bolj nazaj k temu mogoče, no, kar nas mogoče tudi pele, ne. Mogoče, že sami taki pogovori, veš, ki pridejo ven, pa da se pri ljudeh malo zavest to, je za začetek čisto dovolj, ne. Pa kar bojo pa sami naredili, bojo pa naredili, ne, bomo pa naredili. Ja, kaj težko, ne. Točno to. Zdaj pa, a boš ti lahko se, tako kot si sam rekel, vzdržal teh dopaminskih spajkov, ki ti jih ponuja telefon, takole stari. Ja. Veš, pa scrollanje, pa porniči, vse to, ne, to je na dosegu roke praktično, ne. Ti si izbereš, kakšno žensko boš gledal tam, ne. Grozno, ne. Ja. Veš, jaz si ne predstavljam, kako bojo lahko, sploh če se bo VR razvil v to smer, se pravi virtual reality razvil v to smer, da boš ti dejansko lahko si dal gor očala in svojo perfektno žensko pri 16 letih gledal v svoji sobi. Kakšen bo odnos? Ja. Dejansko kle v resničnem svetu med moškim pa žensko, ne? Ja. Kako bojo te fantje lahko z puncami, ki niti približen ne morejo tako izgledati? Ja. Sploh zakaj bi se s tabo ukvarjal pa pogovarjal, če lahko takoj dobim ne? Ja. Se mi zdi, da nek ta layer, ki je pod vizualnim, pod tem, kaj lahko takoj dobiš, da je treba negovati. Ja. In če pomislim trenutno, kako ga negujemo, je pač samo z knjigami in z podcasti in s takimi zadevami, da se o tem pogovarjamo. Ne? Ja. Ker vse ostalo dela kontra temu. Korporacije, da denar se tam skriva in tja bojo šli. Ja, se strinjam. Jaz imam upanje v to, ne, da bo ljudje videli, koliko je eno večje zadovoljstvo, pa nek občutek, ne, čist drug, naprimer, če so zdaj pri tem v VR-u, ne, če imaš ti nekaj preko tega ali pa z resničnostno. Ne. Jaz mislim, da te resničnosti nikoli ne boš mogel pofejkati, je pa to, kaj enega dela, ne, da ta resničnost postane res to klepa. Ne. Ko prvi, če rečeva, ne vem, da lahko uživaš do 10, ne. Jaz bi rekel, da prek VR-a greš direkt iz 0 na 5, iz prve, ne, in ne rabaš 1, 2, 3, 4 nikoli se dotakniti, ne. Mogoče v ta pravem, ne, pa moraš vse te 1 pregurati, pa 2 pregurati, pa 3 pregurati, ne, ampak lahko pa priješ pa do 10, ne, in se mi zdi, da če bomo to predali nekim mlajšim generacijam, ne, da ustaje neko upanje, no, tako. Bravo. Ker lih pot je tista, ki dejansko je vredna, ki je življenja, ne. Ja. Če gledaš ti, a veš, zdaj pa bom dal čist primer spet tvoje knjige, ne, a si ti imel več od procesa delanja knjige, od dejanskega pogovarjanja z babico, ali od tega, da si prišel do tega končnega produkta, pa knjigo izdal, ne? Ja, ne, absolutno, ne, proces največ šteje, ne, in meni je tudi tako, se mi zdi, pa vsem je tako, ne, absolutno, ne, in te majhne, vsaka nedelja, ne, koliko so mi dale te majhne nedelje, ne, pa lahko 10 minut, ampak nima veze, ne, je nek velik rezultat na koncu, ne. Dejansko se ti odločaš, kam boš namenil svoj čas, pa kaj boš naredil, ne glede na to, kaj ti
govori. Ker dejansko je tisti, ki ga moramo sami pri sebi tukaj premagati, ker bo še vedno potelažja stvarane. In zdaj, če ti še okolica daje samo lahke stvari, ko pred faco, in se ti sposoben odločiti, ne, jaz grem na fitness. Ne bom jedel tega, bom jedel to, kar je dobro zame. Pa te odločitve ponavljaš. Na začetku, ne vem, se enkrat na teden spomniš, da je bilo bolj, da eno dobro narediš. Da prideš do tega, da vsak dan eno dobro narediš, pa si pa že bližje. Ja, je pa to najtežje, ne, tako. Se mi zdi tudi, jaz moram potrkati, kar se službe tiče, ima malo ta fleksibilen urnik, ne, ker tako vidim pri kakšnih kolegih, pa to nekako, v mojih očeh je to res narobe, ne. Ti moraš biti res tam od 9 do 5, se pofočkati, ne, tudi če 4 ure vmes nič ne delaš, ne. In ti res spere mozak, no, bi jaz rekel, tako, v velikih primerih, ne. Ja. In, ne vem. Ja, folk je zasvojen s plačo. Ja. Z mesečno plačo, securityjo. Ne rečem, da je kaj narobe s tem. Ampak jaz mislim, da bi vsak človek rabo videti, kako je, če je ni. Da moraš ti vsak mesec sam z nekim svojim znanjem prideti do denarja. Koliko se naučiš? Ampak vse pravi, da je prvo je heroin, pa mesečna plača. Da sta to dve najbolj, s čim je folk najbolj zasvojen. Ja. Ker dejansko je, ne. Kje delaš ti? Jaz delam pri DB podjetje Norveško, Dušbek. A res? Ja, res. Kaj je marketing? Marketing, ja. Hudo. Tako da že 5 leto zdaj v bistvu, no. Wow. Tako da, ja. In kako si prišel do tega? Prvi so v bistvu, meni so bili oni zmeri tako cool, pa nekako sem jih gledal tako kot mulo, koliko dober brand. Ja. In pa sem videl eno prijavo na LinkedInu, da iščejo enega, ki bi v bistvu delal customer service, to pomeni, kje je moja torba, in sem jaz unka odpiše, ok, tle pa tle. Sicer so bili tako pogoji, ok, 2 leti izkušnje, moraš govoriti norveško, 3, jaz nisem imel nič od tega, niti faksa na njega nič. Ampak sem rekel, ga bom probal vseeno, ne. In sem v bistvu taka zgodba, no, mal, kar sem naredil, da sem se photoshopil, enega sem followal na Instagramu, kaj je tam delal, ne, in sem screenshotil skozi čas, kaj je on objavil, kaj je v pisarni, ne, kaj sem imel sestanka ali pa kosilo ali karkoli, ne. Ja. In sem jaz v bistvu sebe pol dal te podobne pozicije, ne, in se s photoshopil noter, in sem bil kao tako, I can be a great fit for your team, ne. Pa še napisal zraven, pa vse, ne, in pa sem me poklical, pač sem imel vse intervju na 3, ne, ampak čez 2 leti je prišel pol ta šef, pa je rekel, če sem čisto iskren, jaz nič nisem prebral, jaz sem videl te slike, rekel sem, tega rabimo in smo tako da v bistvu prek tega, no. Koliko hudo, stari. Odkje ideja? Pa ne vem, tako, zmeri se mi zdi, da za te job application pa to moraš malo več narediti, ne, tako Pizda, da res je. CV so tako dolgočasni, da se ti kar dvigne, ne, če tako, da vidiš vsak, ki naredi v Figmi ali pa v Canvi un template, ne, tako. Da sam da malo izstopaš, ne, mi je spet pokazal, koliko lahko narediš, ne. Kaj bi rekel nekomu, ki je trenutno v iskanju službe? Pustva leta, ker nima veze. Kaj so neke take ideje, ki jih lahko vržeš tako iz glave zdajle, da lahko ljudje naredijo, samo zato, da bojo pač si povečali možnost, da dejansko bojo zanimivi podjetju, a ne? Ja, jaz tudi lahko iz svoje perspektive, ne, ker zdaj jaz zaposlujem tudi. A res? Parkrat, Svaka čast. In tako res vidim, ne, pa kreativni job, pa Norveška, če imamo 200 applicationov, ne, prijav, mogoče bosta 2 kreativna, tako noro je, ne. Kar bi rekel, naprimer, ne, če se prijavlja za protein shake brand, ne, da naredi svoj protein, oziroma pač ta embalaža, ne, in napišeš, ne vem, da je ime proteina si tin, in pol sestavine, ne vem, 58 protein. Kjerkrat. Ne, te stvari, ne, se mi zdijo tako, in pol jim to pošleš, a ne, vsak bo dol padel, se meni zdi. Tako, mislim, vsaj poklicali te bo, če ne drugega, ne. Ena se je prijavljala za Lego kocke tudi, ne. In je v bistvu naredila svoj packaging isto, embalažo, in navodila, da morajo oni njo sestaviti, ne. Pol skozi vsako kocko, ne, to je moja dobra lastnost, to je 3, ne. In pol so njo sestavili kot figurico, in v bistvu je bil to njen nekak CV, ne. Vsaka kocka je predstavljala nek del nje. Koliko hudo. A si predstavljaš, da to narediš, pa te ne vzamejo? Ja, mislim, sej, tako bom rekel, ni vedno, da te vzamejo, ne, absolutno, tako moraš biti pripravljen, da te ruknejo, ne, ampak se ti bojo pa saj zapomnili, ne. Ja, Pa mogoče ti prije prav čez 10 let.
Res je, res je. Jaz tudi, ko sem zaposloval še, ko sem šel v agenciji delal za digitalni marketing, ne, pa se je folk prijavljal, pa klem je Gary Vee ful pomagal, Gary Vaynerchuk, ne vem, če ga kaj spremljaš ali pa to, ampak on je v tistem obdobju bil skozi v mojih ušesih, pa knjige njegove sem bral pa to in on je vedno govoril, tako dej najem človeka, ne lista papirja, pa kaj gor piše, ne. Da se mi zdi, da ljudje premalokrat, ko pošiljajo te CV-je, pa to naredijo zadevo tako unikatno, kot so oni. Torej, da pač poveš, lej, tak sem, in da se osredotočiš malo na une zadeve, v katerih, ja, ok, si dober, ampak ne v njih, ki hočeš, da jih slišijo. Pač pogledaš malo izven okvirjev joba. Rečeš, dober prijatelj sem. Nimam veliko prijateljev, ampak une, ki imam, so pa res dobri. Zakaj? Ker sem zaupanja vreden. Ena izmed stvari, ki jo vedno zdaj gledam, ko vzemam ljudi v ekipo, a si ti sposoben integriteto gojiti. Mogoče nisi še tam, ampak a ti je integriteta pomembna. Ker če ni integriteta, jaz mislim, da s tem ljudmi ne bi mogel delati. In pusti skile. Jaz videografa najemam, ok, v redu, pokaž portfolio. Mene briga, da si ti natančen, pa to boš pokazal mi z izdelki. Veliko ljudi se pač nekako, tudi se mi zdi, da pošilja te CV-je povsod, tudi tja, kamor sploh ne bi radi prišli. Samo zato, da nekaj dobijo. Ja. Tako, meni se zdi, da zdaj v marketingu se mi zdi tako zanimivo obdobje, ker po eni strani firme imajo denar, po drugi ga nimajo. In tudi te zaposlitve, iz prve roke lahko rečem, da mogoče ni najenostavnejše zdaj dobiti joba. Ampak spet, kaj lahko ti mogoče, tako jaz tudi rečem, ne glede, kje bo začel, ti moraš rezati čebulo najprej. Meni se zdi tudi, ne moreš, tudi če si imel faks, ne vem kaj, ne moreš ti kar biti head chef, ki bo dal zdaj pa še dekorčo gor na sladico, pa je to. Tako, in sej pri meni je bilo isto, mislim tako, pa je to kuhno za pol leta, pa res čebulo kar pri norcih, pa se res izboljšuj, pa tudi če je, nima veze, kaj boš delal, ker te bojo videli in te bojo, ta je pa delovan, ta zmeri je točen, naredi to, kar mu rečemo, pa še mogoče 5% več. In pa, če boš ti dal nek svoj iniciativo, jaz bi pa mogoče še to delal, sem zelo 99%, da ti bo rekel, ja, ok, dajmo mu šanso. Ne moreš pa ti pričakovati, da pa priješ v podjetje, pa se kar zdaj spomniš ene kreativne zasnove, ki bojo vsi upoštevali. Tako, da malo padeš na ta realna tla. Ja, pa tudi, če greva še en korak nazaj, že ko iščeš novo službo, tako, ne čakati, da te ta služba najde. Pa zdaj si vzem čas doma. Odpri list papirja, karkoli, stari, vzem kuli, napiš gor, rad bi delal in napiš podjetja. Kaj bi rad delal? Napiš, tudi če tega še ne delaš. Se mi zdi, da premalo ljudi se sploh vpraša, kaj pa bi jaz delal. Pa ne govorim, da moraš na svoje. Obstajajo službe. In danes imaš ti z internetom dostopno čisto vsako podjetje. Ne rabiš preko nobenega prideti nikamor. Ti lahko direktno napišeš njim mail. In rečeš, video posnamaš. Nimam izkušenj, nimam znanja, ampak vaše podjetje mi je nekaj najboljšega, kar na tem svetu obstaja, a rabite čistilko. Jaz bi rada sam prišla noter, rad bi sam prišel noter v to podjetje, ker verjamem, da je dobro. Itd., veš, tako nekako, folk je kar ujet v temu, jaz imam to službo, če kaj boljšega prišel bom vzel, ampak bom rajkle nezadovoljen še 3 leta, ker pa da naredim pizda, en teden ruker, pa rečem, ok, zdaj pa jaz nekaj naredil za to. Ja, spet ne, najtežje je to narediti. Ja. Najtežje je čez to neko cono obdobje. Ja, sam koliko si dobro ti povedal. Ti si dejansko brez nekih elementov, ki so jih oni zahtevali, še zmeri prišel do svojega brenda, ki si ga imel rad. In zdaj si kaj, 5 let tam. 5 let, ja. In kaj se je v teh 5 letih zgodil? Ja, veliko. Tako, prva pol leta, kot sem rekel, sem v bistvu, tako, če bi zdaj gledal za nazaj, ok, ne bi spremenil zato, ker sem zdaj, kjer sem, ampak sem pa res tako posvetil life temu, in odpisoval unijem, kje imajo pakete in kje imajo torbe in gore dole, in vsak mu zagotovil, da bo v 24 urah problem rešen in odgovoriš. In ni to samo Evropa, to je cel svet, se zbudiš in so iz Amerike in gre spat in so tako, je skozi, In me je to v bistvu nekako not potegnil, ampak sem imel to srečo, da sem lahko pol ven skočil še, pravočasno mogoče. A si želel iti ven,
mislim, si ti omenil njim, jaz bi šel pa zdaj v marketing? Ja, mislim, v bistvu pol leta sem v bistvu prišla še korona, pa vse in pol sem jaz v bistvu eno tako pismo napisal podjetju, ne, tako, kot si rekel, jaz sem jim napisal, evo, pol leta sem pri vas, ne, zdaj COVID, vse gre online, moji skillsi so zraven še Adobe, pa Premiere Pro, pa lahko editiram, pa lahko objavljam na social media, pa kreative, lahko pa tudi berem pravljice vašim otrokom po kameri, pač ko vse, kar koli dela. Tako, takrat, ne, ko so bili te, kaj bomo zdaj, ne, tako sem ponudil se tako, da lahko tudi to delamo, ne. In pol me je klical en šef, ki zdaj ni že več v naši firmi, in me čez 2 dni je rekel, pusti to, kar delaš, to bo nekdo drug prevzel, ti prija zdaj k nam v marketing, ne. Tako iz danes na jutra, ne. In je zaupal in je rekel, prid. In pa so skupaj v bistvu pol leta tako zelo delala. Spet kreativne zasnove, tako on je bil res tak, meni najljubši šef, ki sem ga imel. Najbolj smotano idejo, ki smo imeli, to smo jo naredili, ne. Naprimer, enkrat smo imeli bele torbe in smo bili, kaj bomo zdaj, ne. In en reče, naredimo iglu iz teh belih torb, ne. In smo naredili, mislim, da je bilo 80 torb v iglu noter, ne. In pa smo bili, kaj bomo zdaj s temi iglujem, ne. In smo ga dali na spletno stran in smo ga začeli prodajati, iglu, ne vem, 55,000 evrov ga lahko kupaš, ne. In ena trgovina, daj mi bi to kupila, ne. In mi, top, ne. In trgovina kupi in mi, kako bomo zdaj to dostavili, ne. In eno komentira, dejte se z motorjem, kao. In mi, okej, in damo 55 torb na motor, ki je bil v zadnji čist nabutan. Mislim, tako, zgledali, kot v Aziji, kot une banane dostavljajo. Ja. In je zdaj pol ta iglu v trgovini, ne? In mi kaj, če ga bi dal na TripAdvisor, kao kot neka umetnina v Štokholmu, ne? In ga damo na TripAdvisor in ga probamo shekati, da je number one attraction v Štokholmu, ne? In pol spet kaj nov korak, ga damo na Airbnb, lahko prespiš noter, ne? Tako. On je meni enkrat rekel, če se ti zabavaš, kad delaš, se bojo tudi ostali, ne? In to je res tako mi dokazalo, ne. To so bile najbolj uspešne naše kampanje še do zdaj, ne. Odkar je šel, se vidi tam malo, da nismo več mogoče toliko kreativni, ker on je bil res tako, bolj, ko smo se nasmejali, bolj smo naredili, ne. Tako, valjda se trdo dela, ne, ampak si pa tako neki delu, ker res noben drug ni delal, ne. A je bil Norvežan? Ne, Avstralc. Ja, se mi je zdel, Norvežan. Nepsolix, Avstralc pa tako je, ja. Hudo, kaj pa zdaj dela? Zdaj pa v bistvu šel v Ameriko na eno firmo, je pa CEO prav. Opa. Ja. A ti si pa zdaj kle v douchebagsih, kakšno pozicijo imaš? Jaz sem v marketingu, jaz sem v bistvu social media and community manager. Jaz rečem, da gradim nek most med strankami pa brandom. Hudo. To pomeni, ja, od kreativnih zasnov, kaj bomo delali, če dobimo novo barvo itd., do dogodkov, kaj se objavlja, tako, take stvari. A imate tudi kakšen influencer marketing department, a delate tukaj? Tudi, sicer smo ga kar zelo zmanjšali, ker smo videli, da smo šli malo, tako, mi smo bili včasih ta J. Alvarez pa te scene, ne, pa greš na Bali pa ga slikaš, malo zdaj smo pa bolj mikro. Firma, ja, v nek mikro, pa bolj se proba proti neki fashion industriji, malo bolj mogoče, no, tako. Ja, ker dejansko produkt je zelo fashionable, ne? Ja. Če gledava, da gre za nek kovček, ki obstaja v tem formatu, ki je poznan douchebag, je čist nekaj posebenega. Jaz pa ga zdaj za v Livinju gledala, da bi ga kupila, pa je malo predred. 300 evrov za kovček, dobro. Ampak ja, polka gledaš dejansko za to kvaliteto. Firma je firma. Ja, jaz ti zdaj, če sem jaz Latino, ne, ti ga ne bom zdaj rekel, je to pa rabaš. Ja. Mislim, je kvaliteten, ampak konc koncev je kovček. Če je lahko teh 300 evrov zaprava za kaj bolj zabavnega, pejt ja z enim pocen kovčkom. Ja, si želiš ostati kle v douchebagsu? Mislim, se to, ja. Ja, dobro vprašanje, ne, tako, vse se mi zdi, da je cool, tako da sva direktno, ne. Tako, če sem čisto iskren, ne, mi je tudi ena taka safe zona, ne. Tako, ker imam zelo prilagodljiv urnik, pa plačo, pa potujem lahko, ne. Pa ne rabim zdaj vsak dan delati, pa lahko delamo doma. In mi je iz tega vidika top. Imam pa vedno več vprašanj, a je to po 5 letih, mogoče še nov izziv, kaj bi lahko kaj, ne. Mogoče mi je bila ta knjiga en zelo dober element zraven, ker sem lahko oboje furu, ne. Sicer je bilo kar
spet pol časa zmanjka za kakšne druge stvari. Tako da bomo videli. No. Ne moram ti zdaj dati roko v ogenj, da je to služba mojih sanj. Ja. Tudi tako vidim, konc koncev ne sprodajam produkte. Ne. Zdaj spet lahko bi kaj boljšega mogoče delu za tako neko, kar so se pogovarjali. Za svet, misliš? Ja. Da sem jaz isto v tem nekem kalupu, ker konc koncev je cash ta glavna stvar, ki se vrti okoli biznisa. Ampak tega rabaš, a ne? Če ti tretiraš to svojo službo kot to mi daje cash, veš, jaz imam tudi eno podjetje samo zato, da mi pokriva stroške, a ne? Ja. In jaz to tam nič ne dobim, nimam zaslužka. Ja. Zakaj bi ga imel? Veš, pohlep, da bi mogel imeti sanjsko službo, sam to delati, to je tako malo utopično. No? Ja, ajde se enim rata, ampak pač ne rabaš, zakaj? Ja. A ne? To je tvoj način, da zaslužiš. Hvala Bogu, da si samostojen. A ne? A veš? Ja, se strinjam, da imaš lahko ločene. Meni se zdi, da mogoče tudi malo pozabljamo, da služba ni life. A ne? Ja. Tako. Pa da več narediš, če sebe malo spreminjaš, ne, kukar, da bo zdaj cel svet spremenil. Ne? To je zelo težko. To, a ne? Vse to. Za knjigo si pa rekel, da si dal v dobrodelne namene. Tako je. Kam? V bistvu sem glavna bila za Center Hospic, ker je Manca tudi rada delala, pa tudi zaključila svojo življenjsko pot. Pa mi je všeč, ker oni imajo tudi drevesa, pa tako take stvari, tako da za njih. No. Se pravi, ti od vsake knjige, ki jo prodaš, profit tega, ki bi ga lahko ti vzel, namenaš tja. Tako, iz prve serije, zdaj sem dal 700 knjig, sem naredil, gre za to. Ampak to je bilo vse sama prodaja, jaz sem imel tudi stojnico v Ljubljani. No. Nasprot brega. Tako je. Ja, sem videl enkrat. Se moram zahvaliti mestni občini, no, da sem jo tako podaril, no, v bistvu, ker je bilo tudi, no, so mi jim rekel, da je za dobrodelnost, pa so pa rekli, da se pridružijo, no, tako lepo. Da, zahvalen njim. Zdaj druga naklada bo pa v bistvu tudi malo prek založbe, da mi bojo pomagali, ker je vsem malo velik dela, ker zdaj cilj tudi, da gre to v knjižnice, pa mladinske knjige, pa to, in bo šlo to preko njih, bo še vedno šel delež v hospicu, ne pa prav vse. Zato, ker morajo tudi oni imajo maržo, pa tisk, pa vse tako. Ne. Ja, pa ne tudi tebe ne bo sram zaslužiti. Ja, saj sem. To je taka slovenska fora, mislim. Ajde se, ful lepo, da si šel v dobrodelnost. Tudi jaz sem z enim dogodkom, ki sem ga zdaj delal, da je šel del kart v dobrodelnost in sem prav na spletno stran napisal, najprej bomo pokrili stroške ekipe in prostora in vsega, potem gre pa v dobrodelnost. In mi je ena ženska celo pisala, da zakaj smo to napisali, da to pa ni lepo, ne? Da če se že gremo v dobrodelnost, da pač dejmo tja, ne? In sem bil tako, kako bom jaz se stradan pomagal drugim? Jaz moram biti sit, moja ekipa mora biti sita, za njih bom prvo poskrbel, brez skrbi, posebej pa jaz igral dobrodelnost. Ne? Tako da vsake čas, da si dejansko vse namenil. Ljudje se tega ne zavedajo, da so odzadaj stroški, pa ne samo stroški, ki jih imaš ti z založbami, operativni. Ti smo mogli to delati. Ja. Ne, se strinjam, sem se tudi naučil, ne. Če bi šel, kot si rekel, ne, me je bilo kar malo sram vzeti cash od tega, ne. Pa sem si te rekel, ne, zasluženo se tudi jaz ta cash vzeta, ne. Bravo. Tako je. Ja, ti moraš vedeti, 100%, ti moraš vedeti, da si vreden vsakega denarja, ne. Je pa pol kle še ena druga stvar, veš. A si ti sposoben, to je pa Nipsey Hussle rekel, ne, če si kdaj poslušal, to je reper, pokojni že, ampak pač meni njegovo znanje tako podjetništva, kako je prišel v igro, kako se je pač potegnil ven iz geta, do priložnost celi svojemu okolišu, da so na nek cool način dobili cash, trgovino svojo postavo, se vse. On je rekel, jaz bom vedno vzel to, kar meni pripada. Niti dolar manj, pa niti dolar več. In velikrat si v situacijah, bod pozoren, v situacijah, kjer ti bo pač ponujeno, da lahko vzameš več, pa ne bo noben vedel. A imaš takrat integriteto, da boš rekel, jaz bom vzel to, kar meni pripada. Ker poli boš imel tudi takrat, ker te bo nekdo hotel nategniti, po domač povedan, pa ti vzeti neki. Še rekel, ne, jaz bi samo to, kar meni pripada. In meni se zdi to pač ena taka zdrava filozofija tudi do življenja. Ne? Tudi kar se tiče odnosa, tudi kar se tiče, ne vem, pozornosti nekoga. Če je tebi nekdo namenil 1 uro svojega časa, recimo, da si ti meni danes namenil 1 uro pa pol svojega časa, je zelo nespoštljivo, da bi jaz to razvlekel zdaj na 3 ure. In bi ti pol na koncu rekel, ful je bilo dobro, ti bi meni rekel, majster, pač to se ne dela, ali? Tako da mal ta pristop mi je kle všeč. Ja, in se spet ne, se učim, ne, isto. Tako, meni se zdi, jaz kdaj rečem,
da imam nekaj tega hlapca vse, pa ne. Tako, deli, pa dej, ne, tako, in spet ne, ki je zdaj črto potegniti, pa tako, imamo to tudi v našemu narodu, se mi zdi tudi kar, da je del nas, ne, tako se mi zdi meni sploh, ko sem šel v Skandinavijo delati, ne, je bila tudi taka zgodba, da sem bil plačan na uro, ne, na začetku. Jaz sem bil plačan praktično manj, kot če bi bil tle v lokalu delu, ne. Ampak sem rekel, jebi ga, gremo, ne. In sem bil plačan to 4 mesece, 5 mesecev. Praktično nič vse skupaj, ne. In pa imam sestanek, kjer bi najel mojo pomočnico, ne. In smo na sestanku in prav ta kolegica moja, ja, pri nas je to najmanjši znesek, ki ga plačamo na uro, ne. To je najmanj, kar ti bomo plačali. To je bil 3-krat večji znesek, kar so oni mene plačevali, ne. In takrat sem bil jaz tako malo, po eni strani bi se lahko čist razjezil, pa bil tako, kaj vam ni jasno, ne. Po drugi strani sem pa verjel, da je to neka naložba v prihodnost, ne. In da bom pač prišel jaz tudi do stopne, kjer mi bo kul, ne. Valjda sem šel pol do nje, pa sem bil tako, to mogoče se mi ni zdaj najbolj fair, ne. Dajmo to zrihtati. Spet ne, lahko bi se razjezil, pa šel, pa da odpoved, pa jim pokazal fakiče povsod, ampak sem bil tako, bo prišlo boljš, ne, in je, absolutno, ne, ampak... Nisi reagiral v afektu svojih emocij. Ja, ampak zelo modro. Bi pa spremenil to, ne, da bi pa že na začetku postavil večjo mejo, ne, ker to pa ti bo pol vedno ostalo, ne, tako jaz sem videl, koliko sem mogel tudi dela, da sem na svoji službi dobil avtoriteto, ne, da sem jim rekel ne, pa da sem rekel ne, jaz rabam to keša ali pa nič, ne. In jaz vem, ni šlo česa, ne, ampak sem mogel se spremeniti, ne, nisem bil več ta hlapac, ko sem bil tako, ja, dajte mi še to, ampak sem bil ne, pač tega se ne gremo, to pa to, ne. Ja. Se sprejmejo, ampak ne bojo ti pa sami od sebe rekli, dej malo manj deli, pa več te bomo plačali, to ti ne bo delodajalec nikoli rekel, ne. Kako si pa naredil preboj iz tega, da si dejansko se postavil zase, ker se mi zdi, da veliko ljudi, tudi ki to posluša, kle stragla? Da probaš, tako bom rekel, ne. Jaz sem rekel, imam sestanek s šefom, kaj bi bilo meni idealno, ne. In sem se isto napisal na papir, še z mami takrat skupaj, kakšna plača, 3, ne. In meni se zdelo to fakt, pač ni šans, da grem iz tega na toka, ne, pač ne probija, ne. In prijem jaz na sestanek, njemu to povem, on reče, ja, spoštujem, zaslužiš si dogovorjeno, ne. Tako, simple. In ti? Tako. Ampak ja, moraš spet, ne, ta neka jajca oziroma neko respekt do sebe, da si zaslužiš to, ne. Ja, pa utemeljiti zakaj. Ja, ne, pokazati, kaj si naredil dobro. Tako. Ja. In s tem ni nič narobe. Jaz mislim, da vsak šef, ki ceni svoje zaposlene, bo tudi to cenil. Ja. Ne vem, če bi kdo zaradi tega dobil odpoved, realno. Ne. Jaz mislim, da te bo imel še raj. Jaz vidim, odkar imam več avtoritete, ne, v bistvu oni še raj z mano delajo, ne. Ker so tako, ta ve, ki je, kaj mu sede, in če reče ne, res ne, ne. Ja. Tako. Te bo spoštoval. Sigurno, ne. Tudi bolj si manjšo nevarnost predstavljaš v biznisu, ne. Ja. Manjšo nevarnost, manjšo tveganje, bom rekel. Predstavljaš zato, ker prevzemaš odgovornost. A veš, in to je pač nekaj, kar se je treba zavedati. Ljudje, ki prevzemamo odgovornost, ki prevzemajo odgovornost v podjetjih, so zlata vredni. Ja. Ker to so liderji, ne. Ja. Dejansko, tudi takrat, ko ni on kriv, če je nekdo iz njegove ekipe zajebil, takrat naprej stop, pa to verjetno tudi ti narediš. Ja. Nisem dobro skomuniciral, moja naloga je, da se z njim zmenim, ne rabite se vi s tem ukvarjati, I'll handle it, ne. Ja. In kle je veš, kad ti prešparaš čas svojemu delodajalcu, komurkoli nadrejenemu, to je respekt, ne, to je spoštovanje. Ja, pa komunikacija, ne, tako, kar si omenil, ne. Mene je pa tudi tako, sorry, ker malo preklinjam. Ampak ne da rečeš, jutr me pač ob tej uri ne bo, ker imam to pa to, ne. In da mu poveš, in vedno je on pol nazaj, hvala, ka si javil, ne. Boljš, kukor da pol si živčen, pa uno pa tretje, pa mi bo ratala, ne. Tudi on se je bil tak primer, ne, ker sem ti napisal včeraj, če lahko predstava, ker sem dobil en sestanek za zdajle, pa sem napisal šefu včeraj, ne bo me, tle so moji zapiski, to so moje ideje,
In je napisal: top, ni panike, hvala, da si poslal zmenjeno. Tako, ampak da sem do tega prišel, ne, je pa kar nek proces, ne, tudi v zadnji. Pa tudi, da mi on zaupa. Ne, Odgovornost je. Ja. Veš, ti praktično gledaš na situacijo. Kaj jaz lahko naredim, tudi če meni. Ne, mene ne bo, aj kul, če meni. Ja. Pa da ti povem reče, ja ne vem, pač, a se ti ne bi zdel pametno, da kaj poveš. Ja, ma ne, pa se lahko naslednjič. Ne, proaktivno, ti si pač rešil cel proces, ki je tukaj komplikacije naredil, klemaš, a ne. Ja. In to je zlata vredena, ne. Ja. Tako da hodo. Ja. In tako si rekel 26, da si star. 26. Svaka čast, ja. A bi rekel, da si se te navade, da so nekako že bile v tebi, da poteze, ki jih delaš, ta pisma, ki si napisal, CV, ki si ga tako sestavil, da to iz nekega kreativnega tvojega dela izhaja, ali si se tudi to naučil gor, ki si delal s takimi ljudmi? Ne, to bi rekel, da izhaja že zelo mlad, tako iz sebe. Tudi šola se mi zdi tle, da me je dala. Jaz sem na Valdorsko hodil, ne vem, če poznaš. In tam je bilo zmeri ta umetnost, ustvarjalnost, zvezke napiš na roko, nobenih učbenikov, ti ga napišeš. Ne? In jaz sem imel obdobja, ko sem bil, naprimer, nor na smučanje. Ne? In jaz sem risal skakalnice po zvezkih, pa ne vem, S-struktura je skakala po skakalancah, pa take fore. In nikoli mi noben profoks ni rekel, to pa ni guta. Imel sem, naprimer, eno obdobje za slovenščino, ki še zdaj ne vem, kako me je odobrila. Ampak smo imeli pa zvezke in na vsaki strani si mogel od Prešerna nekaj napisati, pa od Kete pa te. In jaz sem vsako stran z drugo tipografijo pisal. Ne? To pomeni, prva je bila una grška lepa, pa druga je bila, ne vem, da bi ti zdaj rekel font 360, ker sem 7 strani porabil, da sem nekaj napisal. Ne? Pa ena je bila toliko mehna, da še nisem mogel prebrati sama. Ne? Ampak je rekla, lej, dam ti pač dobro oceno, zato ker si postavil nek sebe si dal noter. In tako to mi je dal ful, da ni bilo tega ustavljanja, to pa ne moreš, tega pa ne smeš. Ne? Omejevanja. Ja. Kaj pa doma? Isto, tako starša isto, ne vem, če sem hotel nekaj na steno narišati, tako top zgleda, pač se je zdaj v mejah normalah, Ful lepo. Ampak ni pa zdaj to pa ne smeš. Tako, oba sta bila zelo tako supportive, kar se tega tiče. Kaj bi rekel, da so tvoji starši dobro delali, ki si bil, rečva, ne vem, koliko se spomniš nazaj, ampak ta najbolj zgodna leta, ki se jih spomniš. Jaz imam zdaj hčerkico, stara 14 mesecev, pa me zanima, kaj ti mogoče kot nekdo, ki si postavljen, ki praviš, da si imel res, da so lepo s tabo delali, dobro vzgojil, kaj je tisto, kar bi rekel, da bi vsak starš lahko naredil dobro za svojega otroka? Ja, ena stvar bi rekel, da ti dovoli, tako, to, da nisi, če nekaj zanima, da je pustiš, da bo to naredila. Po drugo pa se mi zdi, da starši konc koncev so vzor, hočeš nočeš, mislim vzor, to, kar bojo oni delali, boš tudi ti delal. Tle niso samo dobre stvari, absolutno ne, tudi so slabe, ampak pač to smo ljudje, vsak bo imel slabe in dobre stvari. Zdaj, od dobrih stvari, tako če bi mogel povleči za nazaj, meni je bila ta svoboda doma tako zelo fajn, da v bistvu lahko sem, če sem bil za basket, sem pač tapko žogo doma v sobi in in pač nisem niti pomislil, da bi šlo to njim na živce, ampak tako nikoli, tapke. Ne vem, risal sem sobo, pač moja soba je bila kaos, slike so bile gor, dol, po celi steni, pač na stropu, povsod. Vse omare porisane, takrat mi je bil ta Casey Neistat, tako naprimer eno obdobje, vse žebli povsod, vse je viselo, tako, taka delavnica, Niti enkrat nisem bila tako, to pa ne gre, dej, to stene more biti bele, Pač, če ti to sede meja, Hodo. Bomo že prebelali, Hodo. Ja, pa neka strogo zraven, pa vse more biti, ni zdaj. Meja, disciplina, Ja. Ja. Ful lepo. Sliši se, da si imel tako otroštvo, ki bi si ga vsak želel. Ne, ja, potrkam, Valjda, spet so bile neke slabe stvari, tudi pa ločitev, pa vse te stvari, ki te pač hočeš nočeš se te dotaknejo. Ja. Koliko si bil star, ko ste se ločila? 8. razred. To je, pizda. Kaj, 15? Ja, 14, 15 po moje. Tako da ja, itak ne.
mislim, jaz sem hvaležen ima za vse tako, ne. Ampak tudi ona dva ne vesta, da tudi niso bila perfektna, ne. Da sta delala napake, da bi kaj lahko bilo drugače, ampak sta naredila svoje najboljše, ne. Tako. Kako bi se počutil takrat? Takrat meni je bilo vse, če sem čisto iskren. Ne. Jaz sem takrat to prezrl, mogoče si tudi nisem upal dovolj spet tega občutiti, ne. In nisem tako, tako jaz sem rekel, to je bolj za mene tudi mogoče. Ne. Vidim pa zdaj mogoče, ne, da so pa to neke posledice v meni pustili, kaj jih moram predelati, ampak spet, zdaj lahko bi govorilo o to, ne, pa se prav je, da se soočimo s tem, ne. Ok, to je bilo narobe, to mogoče ne bi smelo biti tako, ampak to je life, ne. Ne smemo pa zdaj reči, to sta pa toliko zajebala, da se ne bom z vama več pogovarjal, ne, kar nima smisla, mislim. Tako. Ja. Na kakšen način pa se soočaš s tem? V bistvu spet mogoče nekaj, kar šele zdaj odkrivam zadnje čase, ne, da imam v sebi. Počas, bom rekel tako, korak za korakom, ampak tako že mali pogovori lahko ful naredijo, ne, tako bom rekel. Da lahko ful velike spremembe naredijo in zame in za njiju mogoče tako. Pa da si poveš, ne, tako. Se pravi, pogovori starši. Ja, mislim, imam tudi tako, šel sem se tako na en zunanji pogovor, pa lepo, te stvari. Bravo. Ja, ne, vidim prav. Ampak ja, tako, proces, ne, spet. Ampak spet, zakaj to delamo, se mi zdi pa zato, da bomo mi boljši starši, ne, da nam zdaj tega istega potegnemo, kot tvoje, ne. Boš vzel dobre stvari, slabe boš probal izboljšati, ampak spet namo perfektni, ja, ne. Ampak bomo probali pa biti kakor toliko dobri, ne. To, kar delaš, je zelo pogumno. To moraš vedeti. Tudi nisem hotel vrtati, nič oprosti, če sem šel kakšna stvar, ampak se mi zdi, da je prav, da se to na glas pove, da se tudi marsikdo drug pogum in gre in pros za pomoč, če rab, in se pogovori predvsem starši, ne. Ker veš, kolikrat z nekim človekom imaš neko zamero ali pa to, pa sploh nisi vprašal, kakšno je njegovo stališče, pa njegova perspektiva, njena perspektiva. Ja. Tudi to partnerstvo, veš, se bo minila, ne. Pusti, da se prah poleže, bomo šli pa že naprej. Ne, vpraši. Ni mi všeč, da tako komuniciraš z mano, veš. Se mi zdi, da to z mojo ženo ful dobro delava, pa vedno, takrat so najbolj neprijetni občutki v meni, takrat ne maram se takrat, razumeš? Ja. Ker tako sem tako, zakva se tako počutim, zakva to osebno jemljem. Ne, pač ni mi kul. In takrat na glas to reči in si povedati in dati ven iz sebe to, je nekaj takega, kar se moramo naučiti. Ja. Lih zato, da se pač sprosti neka energija, ki se nabera. Ker prav čutiš jo, kak krčija, veš. In ker to sprosti, pol še ti lahko zadihaš in je zdravo zate, ne, tako da ful dober, ja. Ja, mislim, tako spet, ne, daleč, da sem že tam, kar si želim biti, ne, ampak smo pa neke prve korake počasi začeli, ne, tudi. Valjda, ne. In se mi zdi, da prvi so mogoče tudi najtežji, tako, mislim, se s tem sprijazniti, ne, ker sem imela tudi, tako sem videl tudi pri punci, tako, kar si rekel, ne, eno obdobje, ki sem kar zadržal v sebi, ne, in se je toliko nabral tega, tako, ampak pa v bistvu vidiš, da so zelo simple stvari, ki jih bi mogel sam reči, ne, ampak pač nisem imel v jajcih tega reči, ampak pa kaj enkrat vse to spregovoriš, pa daš ven, pa vidiš, koliko v bistvu so to majhni problemi, ampak so postali ena huge skala, zato ker se jih je toliko nabrala, ne. In je to lepota nezga odnosa, ne, to skupaj tudi rešvata, ne. To. Kar je pa spet zelo težko postaviti neko svojo šibko plat vzven, oziroma imaš mogoče kakšne zanimive želje, ki se ti zdijo smotane, ne, pa jih kar zadržiš v sebi, ne. Ampak če si ti, pa ona, ne. Zna biti lepa zgodba. Tle ljubezen res pomaga, ne? Ja. Ta res pristna ljubezen, ki je v bistvu sprejemanje, ne? Človeka tazga kot je, ampak a veš, malo je nehvaležno, če vlečeš ti določene stvari, ki ti jih je sram povedati ali pa strah povedati, ne, pri temu človeku, pa pol jih poveš čez 5 let, če te takrat človek lahko vidi, ne kot to, kar si povedal, ampak kot to, kar te pozna, je to taka oblika ljubezni, da glava bolja, ne. In takrat se šele pač po moje, rana, ki jo mogoče nosiš sabo za cel. In je zelo težko kakšne stvari dati ven, je zelo težko pač kaj priznati, ne. Ampak ja, je resnica vedno je korak v pravo smer, ne. In točno to, kar si prej tudi rekel, tišina, pa se soočen z lastno resnico,
je prvi korak, ne? In ne bežati ob vsaki priliki, ne, a veš. Ja. Absolutno, ja. Ker tako lepo begneš, a ne. Tako lepo begneš. Jaz vem, ker so meni, ta prvi mi je dedek umrl, ne, ta prvi babica umrla, 3 mesece kasneje dedek umrl, pa 3 mesece kasneje še fotar, a ne, v pol leta. In jaz pač, ko se je zgodilo to z babico, sem bil tako, ja, ok, v redu, mislim. Malo sem potlačen, sem se zjokal pa vse, ampak veliko je bilo alkohola takrat. Jaz sem z alkoholom takrat bil sposoben, ja, pokaj še dedek umrl, se spomnim, je prišel kolega, sva spila flašo Hennessija, jaz bi lahko vozil. Pač jaz sem bil toliko, a veš, otopel, ker sem toliko blokiral, da pol šele, ko se je s fotrom začel dogajati zadnjih 14 dni, je mene začel odpirati, ker takrat sem pa nehal bežati. Takrat sem se pa začel soočati, ne. In takrat sem najdel pol čisto eno drugo verzijo sebe in to ljubezen od spodaj, ki je skrita, ta mir, to, ne glede na to, kaj se odzun dogaja, veš. Ja, ena dobra knjiga opisuje to, ne, kam bomo dali ljubezen, ne. Tako mislim, da se dva pogovarjata, ne, kukar da ustvarjata človeška bitja, pa reče, kam bomo skrili ljubezen, ne, tako pa en prav del nogo, pa ne, to bojo najdele, ne, pa prav to drug del, ja, pa ne, to bojo najdele, pa reče, del srce, ne, tam zikr nikoli ne bojo najdele. Wow. In res je, moraš kar z bagrom kopati, ne, tako, ampak je pa res ta nagrada na koncu pa najlepša, ne, in je res to, kaj nas mogoče dela drugačne od drugih, ne, oziroma od drugih živih biti na tem svetu, ne. Ja, in kako nas pelje, kako je v bistvu tisti, ki nam skriva srce, ki nas vleče stran, ne, gor. Prej si punco omenil, koliko ste skupaj? 1 leto bo. 1 leto, frišen. Kaj imaš, kaj najbolj ceniš pri njej? To, da me sprejema, tako kot si rekel, tako, kar me je ona razumela, pa sprejela, je res bilo prvič mogoče v življenju, ne, tako čist, tako res sem bil lahko jaz, ne, in se mi zdi to neka taka, in pa sva skupaj mogoče te stvari predelala, ne, in tudi rezultatsko pa skupaj naredila, ki je od tega, ne, in te občutki so pa res tako zlata vredni, ne, tako, mislim, itak, to super dobro zgleda, ne, ampak tako te neka globja čustva, ne, so pa so res unikatna, ne, tako. Prvič sem lahko rekel, ok, to je pa res tako ljubezen, tako iz srca, ne, tako. Kaj bi bilo drugače? Tudi, da sem se jaz odprl mogoče, ne, pa da sem se pogovorila, te pogovori se mi zdi, da so vredni, ne, pa da daš tudi mogoče na papir, vse se mogoče glupo slišne, ampak tako, da daš nekam, kjer lahko vidiš, ne, aha, to je za razrešiti, pa to bi si mogoče, pa veš, da v bistvu ni mogoče toliko stvari, kakor si mislil, ne. Plus, fajn je pa to delati, ne, in če lahko to skupaj delaš, je res užitek, ne, se mi zdi pa druga stvar, za kar jo tudi zelo cenim, je pa to, da imava pa tudi 2 življenja, ne, tako, da če grem jaz, naprimer, zdaj grem ta vikend z frendom na Cres ribe lovit, ne, da imam to svobodo, ne. Ja. To se mi zdi tudi tako, v današnjem svetu jaz si rečem, pač jaz ti ne moram povedati, koliko sem hvaležen za to, ne, pa se to je normalno, ne, pa sem tako, ni. Verjemi, da ni, ne. Ampak lepo, da poveš. Ja. Lepo, da poveš, da tudi ona spozna to perspektivo, ne, drugo, veš. Kaj bi rekel, da ona, recimo, ali pa kaj ti je rekla, da pri tebi najbolj ceni? Pa mogoče tudi neko iskrenost, pa tudi tako, ne, kaj nje dam, pa kako se počuti, ko sva skupaj, pa mogoče tudi kakšne stvari v življenju drugače vid, pa drugače izkuš, zato, ker sem mi mogoče pokazal neko drugo pot, ne. Pa tudi reči, da kar v redu zgledam. Slovenka? Ne, Avstrijka. Avstrijka? Kaj ste se gor spoznala? Na Švedskem v bistvu. Ja, preko službe? Ja, tako da. Ja. Kaj tudi dela tam ali? Ne, dela na Dunaju v bistvu zdaj, tako da imava tam malo long distance. Ja. Ampak tako se mi zdi, da spet ne. Je to ena stvar, ki bi lahko tako izbežala, ne, aha, ok. Strašil bi se, ne. Ja, ne. Ja.
Pa sem skoraj zbežal, ne. A res? Tako, ja. Če sem iskren, sem bil tako, okej. Lažje je, če zbežimo, ne. Pa ni. Ja. Pa, mislim, bi bilo lažje, ne, ampak ta nek nagrada, ne, je pa zlata vredna, ne. Ja, a si sposoben odložiti, kdaj boš nagrado dobil, a ne? Ta Ja, pravo nagrado. Ja, pa kaj je nagrada, ne, to. Tako, ja. Delayed gratification, ne, Ja. v bistvu. Zdaj sem imela en vikend ja. na Dunaju, ne, pa res tako, ne vem, so pekla neki skupaj, pa si res tako, se ustaviš, pa res ti je lepo, ne, tako, Ja. kar počutiš se tako noro dobro, ne, pa in v bistvu si tako, pa se nimam najboljših čevljev na se, pa tako, pa se res ne rabiš tega, ne, tako, če si tam, pa če nekaj delaš, pa če si res ti, a ne, pa tako, se mi zdi tudi, ne vem, pol jaz malo fuzbal pogledam, ona nekaj, ne, to je vse zdravo, ne, ni tako, tako, ne, da nek live skupaj furaš, pa se imaš ti lahko še boljš, pa ona še boljš, je kar jackpot, no, tako. Vsak zase verjetno poskrbita, ne, da sta prvo zadovoljna sama s sabo. Ja. Se mi zdi, da največ v odnosih je prelaganje lastnega nezadovoljstva na partnerja. Pa iskanje krivca za to, da se ti slabo počutiš, a ne, to ni ljubezen, a ne. Ja, pa tudi ko mene kar tudi hudo, tako kako ljubezen prikazana, ne, tako na teh Instagramih pa to, ne, to mi je, ko je toliko tega, ne, sej smešen, tako, sej kakšen reel, ne bom rekel, je smešen, ne vem, kaj punca misli, da delaš, kaj ti v bistvu delaš, ne, ampak tako, pol pa kad toliko tega, ti je pa to kar v navadi, ne, da ti ne smeš followati drugih punc, pa veš, koliko je tega med mladimi, pa lajko si uni sliko, ne, pa tako, in te pol, se mi zdi pa toliko enih zvez v eno škatlico zapre, sploh med mlajšimi, tako, ne, in pol boš valjda počul, mislim, ne moreš živeti, ne, tako. Ja, veš, kle se moramo tudi zavedati, da moški pa ženske ne moramo se razumeti. Ne moramo se razumeti, jebi ga, lahko se spoštujemo, lahko se imamo radi, lahko se sprejemamo, razumeti se ne moramo, zato ker drugače delujemo, a ne. In to recimo, da kaj si lajko uni slike, pa to izhaja iz neke potrebe po varnosti, ki jo moški pa ženski ne da, ne. In to je zelo pogosto, sploh danes, ko imaš ti na vsakem dosegu roke ženske, s katerimi se ona primerja, ne. Ja. Po naravi se primerja, ker pač to ženske delajo, pač borijo se za samca. Iz davno nazaj. Zdaj se bo to slišal. Ok, v redu, da pišete, kar hočete, ampak ne, nekako primarno je tako, ne. In ko pa samec ženski namen dovolj, moški ženski namen dovolj pozornosti, dovolj pokaže, da je zaupanja vreden, ne to, kar ti poveš, ampak kar delaš, pa se bo ženska čez dalje bolj pač spuščala v to vlogo in bo tako, followi, ni panike, ne. Ampak pač vem, zakaj jo followaš, verjetno je prijateljca ali pa poslovna partnerka ali pa karkoli, ne vem, zakaj, ne. Točno tako, ne, jaz bi rekel, da mi samci, če lahko tako nadaljujem, v bistvu si zelo velik zagad sami nakopljamo, ne. 99%. S tem se polno močno sprijateljiti. Ja. Ker si tu pa, si dejt, nisem jaz skriv, pa je stava baba, ne, ampak si, ne, jebi ga. Ja. Če si neki guro, ne, v napačno smer in pa si to priznati, ne, je težko, ampak si to moramo, ne, tako. Ja, in svaka čas ženskam, ki znajo to povedati na glas, da jih neki moti. Ker one imajo pa tudi po drugi strani to nalogo, da nas držijo blizu gnezda. Ne zdaj, da se mi ne smemo iti ven igrati, ampak da vemo, kam pridemo domov, kaj nas čaka doma. To je pa njihova naloga. Da ni veš, držanje samo sebi, pa vsakič, ki pride zraven, kaj narobe, nič. Kako ne veš? Saj veš. Ja, ne vemo, ker smo otroci, vedno bomo. Mi se hodimo ven igrati in ko pridemo nazaj domov, pač ne vemo, kaj smo narobe naredili. Včasih nam je treba tudi povedati. Sej za te glavne stvari itak veš, ampak res je dobro, če ta odnos moški-ženska funkcionira do te mere, da moški pač poskrbi za to, da se ženska počuti ljubljeno, varno, ženska pa poskrbi za to, da moški ve, kaj se dogaja, da je prizemljena, ne. In da ga sooči s svojimi občutki. In pač imamo tukaj pol še hormone in vse živo, ki prije zraven. In če ti kot moški to obsojaš, pa rečeš, pustijo sitneje, zato ker ima menstruacijo, kva si s tem naredil? Pač diskreditiral si celo njeno bitje, ki je nekaj najbolj čudovitega na svetu. Sploh, ki ti da otroka, so že videl en dan.
kako jo takrat vidiš, kaj je noseča, pa ko rodi. To je kraljica, stari, to je tako bi te nosil. Veš, in to pol ohranta, se spomnite tega, da tudi takrat, ko pride do teh nihanj, da ne imati osebno, vse v redu, sebe pomer, gut je, ne dajte na lebi zdaj zaradi tega. Ja. In kontra, če nekaj nam v službi ne gre, pa prijemo domov, a si v redu, da tudi mi lahko rečemo, nisem v redu, Ja. v kurcu sem, in Se da strinjam, to ona tam ostane, ne, da je to predstavlja nevarnost, zihar se nekaj drugega dogaja, Ja. Da si v bistvu prijatelj, tudi s to osebo zelo dober, In tle pridejo, se mi zdi, in težke stvari, in dobre, In se mi zdi, da kdaj je preveč vse vmes, tudi spet iz svojih ugotovitev, Mor se me tudi tako, pa da grejo, pa don žurat, pa se med ful dober, pa si dovolj tako, da se prvič vidva, pa se razpleševa, pa ne vem kaj. Ja. Tako, to je tudi zelo pomemben del, pa ne vem, Hodo. smučati ali karkoli, tako je. Če se si želiš več v lifeu? Več, mogoče še več teh korakov v to smer, ki so se pogovarjala miru, čeprav imam rad izzive, ker preko izzivov se mi zdi, da lahko smo še bolj mirni, pa to, ampak ja, še več takih trenutkov, pa mogoče manj bezlanja, pa laufat kot kura brez glave, tako. Kako pa lahko do tega priješ? Kaj je kakšen majhen korak, ki ga lahko v to smer delaš? Ja, jaz bi rekel spet, da si vzameš čas za to, to je prvi najbolj pomemben korak, tako kot si rekel, da se usedeš, da se vzameš ta cajt, mogoče zdaj ne bojo pisanje pesmi, ampak neka pogovori sam s sabo, meditacija, karkoli. Plus, da dela stvari, ki so ti fajne. Tako, to tudi vidim, koliko je pomembno. Tako, spet tudi se mi zdi, da mi tipi ne imaš spet, gym pa uno pa tretje, ampak ta otrok, ki si rekel, to je meni toliko važno. Jaz imam toliko športa, zato ker se meni ta otrok takrat zbudi. In grem na gorsko kolesarstvo, pa tudi, če nisem najboljši, daleč od tega, jaz toliko uživam, veš, pa uno probaš, pa si otrok, pa si blaten, pa meni je to, ker si blaten po 2 urah fajka, da si ne vem kam odpadel v greznico, Meni je to toliko dobro, takrat ne moreš biti slabe volje, ker smo tako narejeni, In isto je pri drugih športih. Hodo. Ja. S čim več se igrati. Ja, tako Kaj pa umetnost? Tega mogoče se nisva toliko dotaknila, pa bi se mogoče še tega dotaknil. Tako, mogoče, kako ti vidiš umetnost, oziroma na kakšen način ti deluješ kot umetnik? Kaj delaš v bistvu? Ja, umetnost, zdaj tako umetnik je kar velik naziv, Mogoče jaz ne bi rekel, da sem lih umetnik, mogoče sem to preveč rekel, ampak umetnost je pa neko izražanje sebe, bi rekel, In zdaj jaz sem, na primer, en motiv, ki je z mano že ne vem koliko časa, je tudi v knjigi zelo aktiven in meni zelo, ne vem, zelo mi paše ga dajati v svet, In tako, meni se zdi umetnost neko, kakor da si daš dovolilnico, da lahko narediš malo drugače, kot je bilo rečeno. Zdaj, mogoče se tle ne bo kdo strinjal, pa je umetnost, da res lahko narišeš zasenčen jabolk, tako kot je, kakor še bi padla naravna svetloba. Se strinjam, da je to tudi umetnost, ampak umetnost je pa tudi, da ti mogoče ta jabolk zasenčeš, kakor nikoli ne bi naravna svetloba nanj padla, pa še dodaš nekaj, Meni je bilo, na primer, tako, kar mi je bilo zelo všeč, na maturi sem imel likovno umetnost, In si mogel narisati stopalo. In jaz sem zmeri sovražil risati te roke, prste ali pa tako, ne vem, nekako te elementi mi nikoli niso šli, In sem bil tako, kako mi je zdaj stopalo narisal, In potem sem narisal stopalo slona, ki je pač veliko lažje za narisati, pa še tako sem izrezal prav iz maturnih pol ven tako jabolka, tako sem rekel, ajde, da probam. Malo riskiral. In sem bil toliko vesel, ker so upoštevali to, ker so mi res dali kreativnost pač na največ pik in sem naredil, čeprav sem razrezal maturitetno polo, In to jaz uživam, v tej neki umetnosti, ki mogoče ni čisto umetnost, ampak je nekaj iskanje, neke kreative, pa tako spet mogoče nekega poguma, pa otroštvosti skupaj, tako. Se mi zdi mogoče ta pogum plus otroštvost
je mogoče in umetnost in šport za me. Si moraš upati, pa moraš se imeti dobro. Spet smo pri tej nekem lastnem spoznavanju sebe, da veš, kdo si, kaj si. Ja. In da to izražaš skozi umetnost. Ja. Tako, ti, ki to rečeš, pa tudi prej, ki si govoril za punco, pa to, da si lahko res ti. Kaj ti to pomeni? Ja, ful, ne. Meni je to tako, nek užitek, ne vem, boljš, kakor če spijem gin tonic, mi je ta občutek, ne, tako, neki ti dane. Če lahko narišem neki, kar sem res jaz, pa bo mogoče, ne vem, pa mi je všeč zdaj, pa imam doma, ne, mi je cool, ali pa ne vem. Kako veš, kdaj si res ti? Pa to po mojem nikoli ne veš. To pa mislim, tako se mi zdi, da tudi misli, ne, ti skozi tako, si zdaj tako, ne, mogoče kdaj se vprašaš. To so programčki, Meni se zdi, da si res ti, ne vem, če bi lahko podpisal, ok, zdaj sem pa res jaz, ne, da si pa zelo blisk, ali res ljubiš, ali res uživaš, ali pa res nekaj narediš zase, ne, tako, da si rečeš, zdaj sem pa to naredil, vsaka mi čast, ne, tako. To so neki taki naravni užitki, kar pridejo, ne, in takrat se res počutiš ti, ne. En občutek je od spodaj, tak. Ja. Težko je opisati, kako si rekel, kako boš res podpisal, ne? Zato ker je še zmeraj toliko enih verzij tebe, ega, zaradi katerih lahko preživiš danes, ne? Tako, da če bi šla res v globino tega, kaj res si ti, sva po moje isto. Ja. Ne vem, ne? Ampak ker sva tudi jaz, ki sem bolan, pa ležim doma na kavču 4 dni, ne. Sem še zmeraj jaz, ne. Ja. Tako meni se zdi, mogoče si ti takrat ko v bistvu ne misliš, kaj si skor, ne. Ka nekam... Flow. Ja. Da si toliko noter v eni stvari, da sploh pozabiš, kaj se dogaja. Ja. Ta je ena taka, po moje, ki ti umetnost kar da. Ja. Tako, ki se izražaš, ne? Ja, ali pa sam zvezde gledaš, ne. Pa si tako, fuck, a ne, pa kar zginaš za nekaj časa, ne. Po mojem si takrat tudi dosti, ne. Tako, bi rekel. Kaj bi mogoče rekel ljudem, ki so v neki poziciji, da so zelo distancirani od tega, kar jim je namenjeno, ne? Torej, da hodijo po neki poti in imajo ta slab občutek, da je vse narobe itd. Kaj lahko naredijo, da začnejo korakati bolj v tisto pot, ki jim je namenjena? Kaj bi ti rekel? Se mi zdi, da to skrivaš. Veliko vprašanje. Ja, ampak se mi zdi, da je kar jasna ta zadeva. Ja, jaz bi rekel, ne, spet ne zbežati strane. In meni se zdi že zjutraj, ko se vzbudiš, ne, lahko že veliko narediš tako v smislu, kako bo začel razmišljati, ne. In spet tudi nekaj, kar se jaz kdaj borim sam s sabo, ne, boš takoj pogledal na komp, na telefon, kaj je prišlo, ne. Ampak tako, če pa mogoče ostaneš, pa spiješ kozarec vode, pa pogledaš rože v fletu, če so kaj zrastle, pa danes je pa sonce zunaj carsko, pa se pa kar neka ta mentaliteta pride, ne, da v bistvu pa, ni toliko bed v bistvu, ne, pa pokličeš, ne vem, enega, ki ti je res blizu, ali sam s sabo se pogovoriš tako, zato, ker lahko kritizirati stvari, ne, kar kdaj je tudi prav, ne, ampak meni se zdi, da kdaj je pa čist preveč, ne. Pa mi da bilo zdaj vse lahko tle narobe, ne, če so v tej sobi. Ta luč mi napija tle, pa ne vem, mogoče me ful ulat, pa niti ne veš, ne. Ampak po drugi strani pa lahko tudi dobro, ne, sem pa tle, pa se pogovarjam, pa nekaj nastaja, ne, tako zmeri imaš ta dva, ne, in sam malo večkrat tega dobrega povlečimo k sebi, ne, tako da sam, pa tudi da si dovoliš, ne, da se imaš dobro, tako, ne, da iščeš to, kaj ti bo dal, ne, kar je pa težko, ne, ampak mogoče prvih 10 minut zjutraj, no, tako prvi korak. Bravo. Daj probi si jih narediti dobrih, ne glede na to, kaj je pol cel dan, ne. Ja. Tako. Če imaš en robiček, mogoče si ga v petek, prvošč, pa prvih 10 minut ga uživi, pa nič narobe, ne, tako. To si lepo rekel, da si daš dovoljenje, da se imaš dobro. Ker če pomisliš, ko prideš v neke te cikle, vsakmu se zgodijo. Te neke
nočem reči depresija, ampak teh nekih negativnih misli, pa tega stresa, ki si ga sam povzročaš. Če si takrat sam sposoben reči, to je v redu, kaj pa je lepega okoli mene zdaj, a ne? A sem sposoben dati noge na tla zjutraj, pa pomisliti na 5 stvari, ki jih še imam, pa mogoče se mi zdijo samoumevne. Voda, stanovanje, mami, a veš? Ja. In greš naprej lahko zelo daleč, a ne? Ampak, ja, če ne nameneš temu pozornosti, bo po svoje štartal dan in bo šel v ena reševanje problemov, ali pa 2 kritiziranje, ali pa 3 pritoževanje. Sam zato, da se lahko zbudi un delček nas, ki še ni čist sproščena. Ja. Ja. Plus, ne, se pa tudi soočati s stvarmi, ne. Tako se mi zdi pa spet, ne. Naprimer, moj strah zobar, naprimer, ne. A res? Ja, tako. Mene je bilo to ful straha, ne. In sem tudi prav šel tako sem rekel, ok, zdaj pa meni bi bilo za cilj za letos, ne, da me je malo manj strah zobarja, ne. Tako. Ja. In sem tudi pol šel spet na neke pogovore, kako bi mogoče to naredil, ne. In sem šel zanj zobarju in spet ne bom rekel, da me ni bilo strah, ampak me je bilo manj. Tako nekako sem probal te vaje delati in me je bilo kar, skoraj da sem se zjokal na koncu. Jaz sem bil tako, Deluje. neki, saj en mali korak, ne. Ja. In tako, ko narediš to, in to noben drug ne more, ne, tako, pa vsi imamo drugačne, ne. In se soočati s tem in biti tako, mogoče bo zdaj naslednji spet isto, kaj je bilo, ampak bom probal delati na tem, da bo še boljša, ne. In pol je pa kar, tako zdaj si moram iti 2 plombi delati, pa mi je, del mene se kar veseli, da grem. A veš, ker je prišlo iz nekega strahu v neko dobro stvar skoraj, ne, in sem tako. Imel boš šanso, da rešiš. Ja, ne, in zdaj so stvari drugačne, lahko so veliko bolj hujše, lahko so manj, a ne, ampak ko se pa s tem soočaš, pa mu daš prostor, pa si tako, ok, to je v meni, ne bom bežal, ne, pol si pa si kar ne vem, tako, high five, da sam se pa tako. Pustiš, da je, ne? Ja. Zakaj bi pa mogel biti karkoli drugače? Zakaj pa ne bi smel biti prestrašen, ne? Ta je močna. Da greš v občutek, ne v misli. Kakle noč se sam zgodbice začnejo pletati in bežiš, a ne? Meni se je zanj vrtel, stari. Nikoli se mi ne. Zanj se mi je neki vrtel. In sem skozi se dajo tako v tako pozicijo, da se mi ni, a ne? In potem sem v enem trenutku rekel, pa daj pizda, ne se mi odvrti do konca, če se mi more, a ne? In sem gledal uno točko, ki se mi je najbolj vrtel. In pač se mi je in se je čez dali manj in se je nehal. In sem bil tako. Vmes sem pa sam pač probal biti v občutkih, malo jajca, malo srce, tako, malo sem menil, veš, da ni bilo toliko vse uno, bruhu boš, dol boš padel, ne. Ne, in je minil počas. Moj sem bil malo dehidriran, ne. Ja, ne, to je zelo realno, ne, te situacije, jaz jih imam tudi velika, ne. In tako tudi na novo se probam s tem na podoben način reševati, ne. Je pa pol spet, ne, ta strah ok, kje pa je meja, če pa bo res nekih narobe, ne, kaj pa, a veš, ne, ampak si zaupati, ne, tako, če, ne vem, tako, se mi zdi, life je zelo zanimivo, ne, in se ga moramo s tem sprejeti in se imeti dobro, ne, tako, tudi izzive, tako, na koncu smo samo neki prahci tle, ki se premikamo gore dole, ne. Pite Boga, kaj smo ostali. Ja. Sprejeti pač tudi neprijetne občutke, sprejeti tudi te teže dele življenja, tudi smrt na koncu dneva. Ja. Spoznati modrosti, ki ti jih prinese in iti dalje. Rekel si ponatis, kdaj pride ponatis? Ponatis je že v delanju v bistvu, no, tako da mislim, ima še nekaj knjig iz prejšnje runde. Ja. Pa ponatis pa prije zdaj na konc. Začetek sredina februarja, no, kitajska. Bomo dali od spodaj v opis epizode link do strani za knjigo naroči, če bo kdo hotel podpreti Tina. Hvala. Ja, veš, da z veseljem. Se mi zdi lepo, da to, kar delaš, no. Ja. Tudi tako lepo posvetilo je. Veš, na koncu dneva imamo vsi, čisto vsi na svetu, detke pa babice. Ali smo jih imeli, jih še imamo, kakorkoli. Res je. In je nek tako pomnik za tiste, ki jih še imajo, da mogoče dvigem telefon pa poklič, pa za tiste, ki jih nimamo več, da mogoče se še vseeno lahko spomniš na njih, pa poveš v vesolje nekaj lepega za njih.
In tle bi te na tej točki vprašal, če bi bila Manca še živa, kaj bi rekel? Ona je zmeri rekla full gas in mogoče bi to zdaj rekel, ne, tako. Full gas, karkoli je, pejt full gas v to, ne, tako. Naj te ne bo strah, spustil naročno, pa da vidiš, kaj bo, ne. To je nekako sporočilo, ki ga želiš predajati s tem. Ja, mislim, ona je to meni vedno govorila, ne, tako. In se mi zdi, da jo razumem vedno bolj, ne, tudi tako, kaj ste mislili, ne. Da ne neki na pol narediti, ne, pa zaupi si, ne, tako. Če verjameš, da je to dobro, idemo. Tim Košir, še en prink imaš. Popovič. Tim Popovič Košir, hvala ti, lepš ne bi mogel zaključiti po moje. Upam, da si užival, no. Sam, evo, super. Ja, tako ti je bilo dobro. Pa ni nadležna ta luč. Ni, se ved, da ni, no, mogu si reči nekaj, ne. Le, hvala tebi zelo, no, tako da. Lepo. Ja, hvala ti. Hvala tebi. Kat.